V napadu na afganistansko prestolnico Kabul je umrlo več kot 8 ljudi. Veliko število je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država. Žrtve so bili predvsem afganistanski civilisti. Ranjene in poškodovane so odpeljali v mestno bolnišnico. Eksplozija se je zgodila v času povečane varnosti v Kabulu po vrsti napadov, ki so se zgodili oktobra, ko je bilo ubitih več kot 50 ljudi. Na tisoče ljudi se je zbralo v Atenah na starem grškem stadionu, da so olimpijski ogenj predali v roke organizatorjem zimskih olimpijskih iger leta 2018 v Pjongčangu. Slovesno izobešene grške in korejske zastave so s prihodom tradicionalnih stražarjev odprle slovesnost predaje olimpijskega ognja. Izpostavili so pomen ognja kot simbola miru, enotnosti ter prijateljstva in upali, da bo sporočilo posredovano celemu svetu. V osrednji kitajski provinci Hubei smo lahko opazovali neverjeten naraven pojav. Morje oblakov po gorskih vrhovih je ustvarilo spektakularno prizorišče neverjetne naravne kulise. Morje oblakov se je kot čudovit slap vilo do gorskih vrhov do turističnega kraja Šenongija. Priča takšnemu pojavu smo lahko samo enkrat v nekaj letih. Dva vlaka, ki sta skupaj prevažala 400 ljudi, sta trčila med seboj. Poročajo o velikem številu poškodovanih potnikov. Najmanj 4 so huje telesno poškodovani, ostali so v nesrečo odnesli samo z lažjimi telesnimi poškodbami. Odgovorni poročajo, da naj bi bila za trčenje kriva človeška napaka. Podjetje North Face je predstavilo kolekcijo olimpijskih oblačil, ki jih bodo nosili predstavniki olimpijske reprezentance Amerike. Kolekcijo so oblikovali smučarji Aaron Blanc, Maddie Bowman in Devin Logan iz New Yorka. Oblačila so zasnovana tako, da povezujejo ekipo in hkrati poudarijo individualni slog vsakega posameznika. Oblačila odlično uravnavajo telesno temperaturo. Vsak član ekipe bo imel svoj lasten edinstveni jopič. Na njegovi podlogi bo kolaž osebnih fotografij, slik in umetnin krajev in ljudi, ki so jim pomembni. Tako torej igra moda pomembno vlogo tudi v olimpijskih vrstah.